Danes je bilo v Evropskem parlamentu z dvotretjinsko večino sprejeto poročilo gospe Sargentini o stanju na Madžarskem in to poročilo daje signal Evropskemu svetu iz Evropskega parlamenta, naj sproži 7. člen Evropske pogodbe, k čemer vzame Madžarski pravice do glasovanja odločanja v Evropski uniji. Sam nisem podporil poročila, nisem pa niti glasoval proti njemu, ampak sem bil vzdržan. Naj pojasnim razloge za svoje glasovanje. V poročilu je cela vrsta stvari, ki gredo na Madžarskem v napačno smer in po široki razpravi tako na plenarnem zasedanju, tudi na poslanski skupini z gospodom Orbanom, smo videli, da je marsikaj potrebno popraviti, koliko želimo do konca spoštovati pravice na področju prava, svobode medijev, tudi v gospodarstvu. Korupcija je problem na Madžarskem. Prav tako smo v teh razpravah upozorili, da je v Evropi vsaj 5 držav, ki sodijo v isti koš. Poleg Madžarske bi bilo potrebno podobno se opredeliti do Malte, Slovaške, Poljske, Romunije in vkolikor bi bilo paketno glasovanje, bi zagotovo podprl takšen paket in vsem državam dal jasen signal, kje so rdeče linije Evropske unije. Poročilo nisem mogel podpreti v tistem delu, ki govori o migracijah, kajti politika odprtih meja, ki jo zagovarjajo tisti, ki so bili podporniki tega poročila, je zame nesprejemljiva. Najbrž je potrebno tudi kaj v migracijski politiki Viktorja Orbana spremeniti. Zagotovo pa se držati tudi tega, kar je danes povedal na govoru gospod Juncker, da morajo biti evropske meje zaščitene in morajo biti legalni pristopi teh meja. Takšna poročila tudi na nek način krepijo tiste, proti katerem so uperjene. Zato mislim, da je posledica danes sprejetih sklepov še močnejši Orban na Madžarskem. Prav tako se bojim, da poglabljamo razkol med tako imenovano Višegrajsko skupino in ostalimi članicami Evropske unije, kar je zelo slaba popotnica za prihodnost Evropske unije. Tudi to je eden od ključnih razlogov, zakaj nisem mogel podpreti tega poročila. Prav tako pa se bojim, da bo poročilo imelo vpliv na bodoče evropske volitve. Lahko se zgodi, da gospod Orban in pa njegov Fides prestopi k skrajni desnici in v tem primeru se bo konfiguracija Evropskega parlamenta močno porušila in kaj lahko se nam zgodi tudi v Evropskem parlamentu, takšna zmeda, kot jo imamo danes v slovenskem parlamentu.